Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Report. Selili se bomo v Selnico ob Dravi, pravzaprav v hram kulture, kjer imajo prav poseben abonma Cepetavček. Ta ponuja več kot pa zgolj predstave. Z nami je zato Polonca Perkoš, producentka abonmaja Cepetavček, ki nam bo povedala malo več. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Kaj pravzaprav je Cepetavček? Cepetavček je lik iz pravljice Cepe Cepetavček, ki ga je napisal Leopold Suhodolčan. In ta Cepetavček se mi je prirasel k srcu. V času, ko sem še učila, sem vsako leto otrokom prebirala pravljice in se zaljubila vanj. Zato sem se odločila, če bom kadarkoli imela kakšno vlogo v hramu v zvezi z otroci, da bom tega Cepetavčka tudi oživila. Pa tudi ne nazadnje imate v roki prav posebno lutko, lahko to rečemo, ali pa igračko, ne? Ja, to je moja igračka, druga. Prvo sem dobila pred 27 leti, ko mi je oče od ene učenke prav lesenega Cepetavčka izdelal, ki je bil prav takšen, kot ga je Polonca izgubila v pravljici. Tako, in nastal je potem tudi abonma Cepetavček, ki pa je, kot sem rekla, več kot pa zgolj abonma. Ja, v programu Cepetavček ponujamo otrokom delavnice, pustno rajanje, počitniške delavnice, potem razne plesne dejavnosti in tudi zabavo ob koncu šolskega leta. Vse poimenujemo Cepetavček. Prav posebna točka vsega tega, se pravi vsebina, pa so predstave, ki pa tudi niso samo predstave. Naprimer, imate glasbeno predstavo, imate tudi še kaj drugega. Ja, v sklopu abonmaja ponujamo 6 predstav. Navadno so to glasbene, plesne, otroci se med predstavo razgibajo in prva prav posebna je predstava Na dvorišču z Romano Kranjčan in Dejanom Malalanom. To je predstava, ki vsebuje seveda glasbo in ples. Na to so predstave dolge 35 do 40 minut, kar je tudi meja, da otroci lahko to ogledajo. No, in naravno to pol pomeni, ne, se pravi zdaj, koliko stari otroci, seveda se pridejo cele družine, ne, ampak koliko stari otroci že lahko pridejo na predstavo? Po izkušnjah lahko povem, da so to otroci od 2 let naprej. In konec je nekako prva triada osnovne šole. Največ je seveda tam 3, 4, 5, 6 let stari otroci. Pridejo z starši ali z babico, z dedkom, komorkoli, kajti ta spremljevalec otroka ima prost vstop, otrok si pa kupi abonmajsko karto. Predstave so zelo pestre. Izbiram tako, da so ene daljše, druge pa vse okoli 30-45 minut, tako kot sem že prej omenila. Vedno gledam tako, da je v predstavi nekaj novih otroških gledališč. Tako letos prihaja gledališče Pika Poka, gledališče Pravljičarna in seveda Romana Kranjčan in Dejan Malalan. Na to je še gledališče Kuc Kuc in Miškino gledališče. Ena predstava pa je predstava presenečenja. Jaz seveda vem, katera predstava bo to in naj že sedaj povem, da je to zelo zanimiva, glasbena, aktivna predstava, ki bo otroke popeljala v počitnice. Povejte, kako kaže iz prejšnjega leta? Otroci uživajo, otroci mogoče tudi sodelujejo zraven, vsaj tako iz sedežev. Ja, otroci zelo sodelujejo. Ne samo iz sedežev, pridejo tudi pred oder, migajo, telovadijo, plešejo, tako da včasih mora izvajalec prav otroke malo potisniti nazaj na stolčke. Je zelo zanimivo in pestro. Ste omenili stolčke, jaz pa sedeže, se pravi, letos ste pravzaprav nekaj posebnega uvedli, tako da bodo otroci bližje in še boljše videli. Tako je. Prvih 7 vrst namenjamo otrokom, da bi sedeli sami, da bi lažje videli, lažje sodelovali in tudi bili aktivni. Tako, prva predstava ste rekli Romana Kranjčan, ta se začne pravzaprav v tem tednu. Ja, v soboto je prva predstava, v soboto ob 10 je prva predstava in na to vsak mesec po ena, do marca.
Pa lahko mogoče nekdo, ki se še ni odločil za abonma, to še kupi oziroma se mogoče sredi leta odloči, pa bi otroka pripeljal samo na eno predstavo, samo na en dogodek. Je to možno? Seveda je možno. Abonma ima 6 predstav. Stane 24 €, posamezna predstava pa 7. Tako da menim, da je zelo, zelo koristno in prijetno, če otroku kupite abonma, saj predstava je samo 4 €. Drugi otrok v družini ima 20 €, tretji pa 16. Zdaj bi pa jaz samo malo povabila tudi vas, ne Cepetavček. Kaj izvolite? Bova mi dve gospo Ursulo vprašala nekaj, a ne? Ja, Ursula, že imaš ti abonma? Nimam ga še. Joj, potem pa pohiti v Hram kulture vsak ponedeljek, torek in četrtek od 12 do 15, v sredo pa celo od 12 do 17. Lahko kupiš moj abonma, ne bo ti žal, pa pripelješ koga. Bom pa zdaj jaz Cepetavčka ogovorila namesto vas. Cepetavček, pa kaj ti boš tudi zraven na vseh predstavah? Ja, seveda, jaz sem na vsaki predstavi, saj brez mene ni Cepetavčka. Tako. Pa se veseliš tako kot otroci? Zelo se veselim. Veselim se njihovih pogledov, njihovih nasmehov, njihovih pesmic, pa tudi kakšna risbica pride vmes. Tudi to, se pravi, lahko otroci tudi ustvarjajo oziroma dobijo na nek način tudi navdih za ustvarjanje. Tako. Velikokrat mi prinese po predstavi, v naslednji predstavi otrok risbico in potem jo midva s Cepetavčkom lepo obesiva, da je vidna in da je navdih za druge otroke. In še eno posebnost imamo. V decembrski predstavi zbiramo igrače. Aha, še posebej, se pravi takrat, ko smo božično, novoletno, tako bi rekla, čutimo tisti božični duh, ne? Ja, otroci prinesejo svoje igrače, lahko so to plišaste, lahko so družabne, kakršnekoli igrače. Mi jih zberemo in potem jih delavci Rdečega križa odpeljejo na ustrezen prostor. Takole, čas se nam je iztekal. Najlepša hvala obema, bom rekla, pa bom prepustila zadnjo besedo Cepetavčku, da v enem ali 2 stavkih pove, zakaj se splača priti. Otroci, pridite, kupite si abonma. Predstave so čudovite, zanimive, šaljive, telovšportne. Pridite, ne bo vam žal. Tako, najlepša hvala obema. Hvala tudi vam. Dragi gledalci, vi pa ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo z novimi gosti. Lepo pozdravljeni, v oddaji Report je z nami Helena Meško, ravnateljica Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Ta konzervatorij praznuje okroglo visoko obletnico, kar 80 let delovanja. Lepo pozdravljeni, gospa Meško. Dober dan. Čestitam najprej za konzervatorij in ne nazadnje za uspešno, odlično izvedbo osrednje, lahko rečemo na nek način proslave, koncerta, prireditve, ki ste jo imeli pred kratkim. Najlepša hvala za čestitke. Tako je, v petek, minuli petek, smo v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor izvajali slavnostno akademijo v počastitev 80. obletnice. Moram reči, da smo še sedaj pod vtisi. Dvorana je bila polna, naša mladina, naši dijaki so se glede na to, da smo šele septembra, je skoraj da neverjetno, kako zelo visok nivo po ustvarjalnosti so dosegli, seveda pod okriljem svojih predanih in profesionalno zelo usposobljenih mentorjev. Rekli ste dijaki, učenci, gojenci, se pravi, oni so nastopali, pa vendar niso bili verjetno sami na odru, ne? Seveda ne. Mi smo prireditev zasnovali kot neko zgodbo. Pri tem nam je zelo pomagal tudi naš nekdanji dijak, dramski igralec Jure Ivanušič, ki je za to priložnost pripravil 3 filmčke, poimenovali smo jih Več kot zidovi.
in se skupaj s svojim sovoditeljem sprehaja po šoli in poudarja pomembne mejnike. Potem smo pa v koncertnem delu programa izbrali skladbe, ki so skozi zgodovino bistveno zaznamovale neko obdobje. Od samega začetka pa tudi do današnjih dni. Tako da smo izvajali v bistvu skladbe iz pretekle zgodovine in seveda balet je ravno tako nastopal, ki je bil pa zelo sodoben, z enim odlomkom iz Fausta, baleta, ki ga je napisal, za katerega je glasbo napisal naš nekdanji dijak Milko Lazar in koreografijo postavil umetniški vodja mariborskega baleta Edvard Kluk. Pa se sprehodiva midve nazaj, pred 80 leti se je torej vse skupaj začelo. Kako se je začelo takrat? Naša šola, to velikokrat povem, ima zelo posebno zgodbo. Namreč 10. maja 1945 je prvi ravnatelj, nekdanji ravnatelj Mariborske glasbene matice, v svoj poštni nabiralnik dobil pismo OF takratne, v katerem je bil pooblaščen, da začne takoj po Mariboru zbirati inštrumente, ki so ostali v porušenih stanovanjih. Tako se je tudi zgodilo in v protestantskem župnišču so te inštrumente zbirali in tam se je že 22. maja začel pouk, ko nikjer še ni bilo nič, je začela delovati glasbena šola. Poimenovali so jo takrat Državna glasbena šola in je imela srednjo stopnjo in tudi nižjo. Tako da nastali smo dobesedno na ruševinah. Kako pa je zdaj? Šola nima samo enega središča, ampak ima več enot. Šola je, tudi minister, ki je bil slavnostni govornik na prireditvi, je poudaril, da je ta šola največji javni zavod na področju, enovit javni zavod na področju izobraževanja. Mi združujemo ogromno enot. Imamo torej matično šolo, potem imamo podružnico na Taboru, v Lenartu in še 6 dislociranih enot v Šentilju, Cerkvenjaku, Rušah, Račah, Lovrencu na Pohorju in Selnici ob Dravi. Tako da združujemo okrog 2000 gojencev in za njih nas skrbi 180 zaposlenih. Tako da je res izjemno velik zavod in zato je tudi zelo težko izbrati, kdo bo nastopal, kako bo nastopal. Mi smo se odločili, da so nastopali, kot že rečeno, balet in zbor ter orkestri, ki delujejo na srednji šoli. Tako, povejte, pa ta slavnostna akademija pravzaprav ni bila edina proslava, prireditev v okviru vašega praznovanja. Nekaj se jih je že zgodilo, nekaj pa se jih še bo. Tako je. Mi smo celotno leto nekako namenili temu praznovanju. Imamo slogan Od nekdaj za zmeraj, s čimer želimo poudariti to združevanje generacij, povezanost in pomen glasbe in plesa za človeštvo na splošno in tudi za naše delovanje v Mariboru. Nekako smo začeli z koncerti, s posameznimi dogodki do te osrednje prireditve, sedaj pa nadaljujemo in bomo praznovanje zaključili 20. januarja 2026 že, ko pripravljamo izdajo monografije o šoli z enakim naslovom, torej Od nekdaj za zmeraj, in odprtjem razstave o našem ustanovitelju Otonu Bajdetu, ki ravno ta dan, 20. januarja, torej mineva 120 let od njegovega rojstva. Mogoče bi se dotaknili še ob vsem tem tudi to, da vaši učenci velikokrat seveda pridajo z enim talentom, skupaj z vašim osebjem, mentorji, učitelji, profesorji in ostalimi, pa poskrbite tudi za tisto podporo, spodbudo, da se z delom, največkrat je to kar precej trdno delo, veliko doseže. Ja, pri nas je delo in pouk izredno intenziven.
Vse je intenzivno, vse se dogaja, večino pouka se dogaja na individualni ravni ali pa v manjših skupinah, tako se med zaposlenimi, med učitelji in dijaki, učenci stkejo zelo, zelo tesne vezi in skupaj smo na nastopih, skupaj smo na tekmovanjih, skupaj študiramo. Zato je dinamika dela izredno pestra, zanimiva in ja, seveda brez talenta ne moremo govoriti o razvoju nekih veščin. Talent je predpogoj in največja nuja za začetek študija. Tako, če bi recimo morali vaš konzervatorij strniti v en sam stavek, eno samo misel, kakšna bi ta bila? Naše letošnje geslo: od nekdaj za zmeraj. Tako. Najlepša hvala, gospa Helena Meško, in seveda, kot sem rekla na začetku, čestitke veljajo vse leto, vse tja do januarja naslednjega leta, ko boste pa verjetno zopet zavihali rokave in nadaljevali s svojim programom. Najlepša hvala za čestitke in za povabilo. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo z novimi gosti, z novimi obletnicami in prav tako s plesom. Lepo pozdravljeni še enkrat v oddaji Report. Kot sem prej omenila, bomo plesno obarvani. Tokrat se bomo posvetili folklori oziroma 15-letnici otroške folklorne skupine Kuda študent. Z nami je Aleksandra Petrovič, vodja otroških skupin. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Pravzaprav lahko na en način rečemo otroška folklorna skupina, čeprav so zaradi zanimanja, povpraševanja, vseh aktivnosti nastalo že pravzaprav več skupin. Tako, drži. Naša otroška skupina je bila ustanovljena leta 2010 pri seveda Kudu študent, ki sicer že ima odraslo akademsko folklorno skupino in zaradi potrebe po našem lastnem plesnem kadru smo ustanovili otroško skupino. Z leti je skupina seveda rastla in iz prvotne skupine 10-11 otrok danes štejemo več kot 50 članov, ki smo jih razdelili v 3 skupine, tako da imamo mlajšo otroško, starejšo otroško in pa mladinsko skupino. In nazadnje, minuli vikend ste praznovali, ste pripravili kar velik, lahko temu rečemo na nek način, koncert v amfiteatru 2. gimnazije. Kaj je bilo vse? Rekli ste mi prej, ko smo se še pogovarjali, da se je res dogajalo. Tako je, želeli smo obeležiti torej 15 let našega delovanja in sicer smo na koncertu, ki smo ga poimenovali Iz malega zraste veliko, prikazali v bistvu našo, bomo rekli, plesno pot. Sprehodili smo se skozi teh 15 let delovanja z različnimi koreografijami, plesnimi, posebni plesni solo točke so bile dodane tudi, ki so še bolj poudarile, bomo rekli, to našo pot, rast iz malega raste veliko. Videli smo različne koreografije, se pravi, predstavili smo koreografije iz plesa iz Štajerske, plesa iz Bele krajine, iz Prekmurja, iz Koroške, tako da v bistvu sprehodili smo se skozi našo zgodovino in skozi tudi, bomo rekli, Slovenijo. Vi ste vodja otroške skupine, povejte, kako drugače se mogoče začenjajo treningi, vaje, druženja, kot pa pri odrasli skupini? Tu so nenazadnje otroci, prevladuje velikokrat tudi sproščenost. Tako je, najprej bi seveda želela dodati, da nisem sama vodja. V bistvu idejna vodja sva bila skupaj z Markom Pukšičem in tudi danes po 15 letih še vedno oba strokovno delava za skupino. Enako vredno, zato ga moram omeniti. Sicer pa kako se razlikuje delo v otroških skupinah z odraslimi, namreč tudi sama sem bila plesalka pri odraslih skupinah, bomo rekli v zgodnjih otroških letih precej. Večina poteka preko otroške igre, preko plesa, preko, bomo rekli,
različne prvine. Marsikdo ne ve, da folklorni ples ne zajema samo plesa. Namreč naše koreografije so v bistvu odrske postavitve, bi lahko rekli, ki zajemajo pesem, ples, velikokrat tudi gledališko igro. In otroci seveda pri nas tako spoznavajo različne te prvine in vaje so zaradi tega oziroma treningi prilagojeni temu. Se pravi, delamo na pevskem področju, delamo različne gledališke prvine, se poskušamo učiti od pantomime do zelo različnih, no tudi plesnih prvin poskušamo, da naše plesalce usposobimo, da so lahko na odru res dobri. Rezultat vsega tega pa je tudi nenazadnje uspeh, kajti ne plešajo otroci in mladinci samo doma, ampak gostujejo tudi po Sloveniji in nenazadnje tudi v tujini. Drži. Vsak, ki se ukvarja z neko dejavnostjo, si seveda želi neko potrditev. In seveda naša skupina se redno uvršča na območna, regijska in v zadnjih letih oziroma dejansko vsako leto na državno srečanje otroških folklornih skupin, kar je za nas izjemnega pomena in tudi potrditev našega dobrega dela. Sicer pa letno skoraj enkrat, dvakrat letno skoraj zagotovo potujemo v tujino in v teh 15 letih smo že marsikje po Evropi zastopali barve naše države in nazadnje v mesecu novembru lansko leto pa smo prvič potovali z letalom in sicer na afriško celino v Egipt. Tako, in v Egiptu so plesali, peli, igrali na odru in hkrati tudi spoznali slovenskega ambasadorja. Ne? Tako je, v sklopu našega gostovanja smo se tudi srečali z našim ambasadorjem v Egiptu. Tudi za njih, ob njihovi prireditvi, v bistvu so v istem času imeli prireditev povezano z promocijo medu, tudi nastopili v okviru njihove prireditve in tako skupaj združili gostovanje in v bistvu srečali smo se tudi z Slovenci, nekaterimi, ki tam živijo, v bistvu zelo prijetno druženje. Povejte, če se takoj ozrete pa v bližnjo prihodnost, v novo šolsko leto, ni verjetno se zabati, da bi otroci prenehali plesati? Ni, vse pa se nas seveda zmeraj dogaja, otroci so v različnih starostnih obdobjih, tam pri 14-15 letih se dogajajo v bistvu tudi, da si nekateri premislijo in seveda drugi dobijo mogoče neke druge. Otroci vemo danes, da imajo zelo različne dejavnosti in včasih vse dejavnosti skombinirati tudi težko. Tako da zmeraj so pri nas odprta vrata za vse. Zmeraj torej iščemo glasbenike, moramo poudariti, da pri naši skupini igrajo otroci, kar pomeni zmeraj v obdobju tam nekje od 10. do 15. leta je želja, da bi dobili glasbenike, klarinetiste, violiniste, harmonikarje in pa seveda plesalce. Vpisi seveda potekajo in bodo potekali še celoten oktober, tudi včasih potegnemo do konca novembra, odvisno pač tudi, da napolnimo vse skupine in da jih lepo oblikujemo. Tako da vsi otroci, ki si želijo, vabljeni. In iz malega zraste veliko, kar se Janezek nauči, Janezek potem zna. Lahko bi rekli še kakšen pregovor, marsikateri ples usvojijo, hkrati pa zagotovo tudi prijateljstvo med njimi. Tako, ne samo prijateljstvo, v bistvu krepijo pri plesu oziroma pri folklorni dejavnosti krepimo zelo različne prvine, bomo rekli, od javnega nastopanja, pridobivamo nove prijatelje, spoznavamo druge kulture z potovanji po svetu. V bistvu otroci se tudi, predvsem je pa najbolj pomembno to, da se zavedajo slovenskih korenin. Da v bistvu kamorkoli pridajo, da se ponosom predstavljajo slovensko državo, da na nivoju, da se znajo tudi primerno obnašati, se pravi naprimer na nekem sprejemu, kjerkoli, v bistvu da so ponosni, da so Slovenci.
Najlepša hvala, da ste bili moja gostja in seveda čestitke ob 15-letnici delovanja in tako kot pravijo, le tako naprej. Hvala za povabilo. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vam pa do naslednje oddaje Report. Nasvidenje. Thank you.